To je res nerodno, sploh tako, če je hladno, oblačno vreme, kako naj človek najde tisti košček dobre volje, da se odpravi ven. Prej, ko se kamorkoli odpeljem, bom vam pokazal Solkansko Tromostovje. Moj kratkoročni cilj, poleg tega, da pridem danes v enem kosu s Krasa dol, je ta, da živijo Solkansko Tromostovje. Ta je najstarejši železniški most z največjim kamnitim lokom na svetu, ki se razteza 85 metrov. Jaz pa stojim na drugem mostu, ta je betonski, s 106 metrskim lokom. Tam dol je pa najnovejši, niti mu ne rečejo most, temveč brv. Živijo še enkrat. Danes je torek, 2. februar, trenutno je oblačno vreme in 8 stopinj Celzija. Težko se je odpraviti, ko gledaš ven skozi okno te oblake, ampak ko si pa enkrat zunaj na kolesu, je pa fantastično. Tukaj je treba zaviti desno za Soča Fun Park. Rečkamo železniško progo in sledi samo kratek par 100-metrski spust do kajak centra. Evo jo, sicer še zaprta, ker je še gradbišče. Do zdaj se tukaj nismo vozili, ker je to slepa ulica. Na koncu pač prideš samo do kajak centra in do plaže pri Soči. Zdaj pa mislim, da bo ta cesta kar postala malo bolj obremenjena, ker jo bomo koristili za izlete v Brda in predstavlja skrajšan prehod čez Sočo na drugo stran. Ok, zdaj grem pa naprej. Danes je malo bolj prazna kolesarska steza. Je dopoldanska ura in tudi vreme ni tako privlačno. Bolnišnica Šempeter. Poklon vsem tistim, ki tam notri okrevajo, negujejo, zdravijo, da jim čim prej mine. Sem govoril o pomanjkanju motivacije. To je res nerodno, sploh tako, če je hladno, oblačno vreme, kako naj človek najde tisti košček dobre volje, da se odpravi ven. Ampak, kakor sem rekel že prej, jaz vam garantiram, da ko boste enkrat zunaj, bo super. Topla oblačila, pejte sem za pol ure, nimate specialke, pejte z gorskim. Mogoče se zapeljete po kolovozu čez polje ali pa po kakšnem gozdu. Moj način je, da probam na vsakem kolesarskem izletu najti nekaj lepega, zato jim tudi rečem kolesarski izleti, sicer bi bili treningi. Precej motivacije dobim tudi s kamero, ker pač potem video objavim na YouTube. Odločil sem se, da se bom povzpel na Kras in bom odpeljal eno od variant kraške Vipere. Ok, na Kras se bom podal iz smeri Mirna, to je najbolj položen vzpon od vseh. Računam pa, da se bom tudi spuščal po isti poti. Vsi ostali spusti z Krasa dol so bolj strmi. Vzpon na Kras gor iz Mirna je dolg slabe 4 km, sestavljen je pa iz 4 ravnih klancev, ki jih med sabo ločijo 3 ostri ovinki. Potovalna hitrost za tazga rekreativca, ko sem jaz, je 13 na uro. Cesta je še kar vlažna, ampak točno po tem klancu se bom tudi spuščal. Hitrost pri spustu je dobrih 50 na uro, v serpentinah tja do 30. Danes bom pa mogel biti bistveno bolj previden, da me nekje spodnese. Se pravi motivacija, kaj sem še pozabil. Pejte ven, pejte do reke, pejte do prvega mosta, pejte nabirati zvončke, mačice. Pejte ven. Ko boste zunaj, bo super. To je prva stvar. Druga stvar, ko sem rekel pri meni, kamera. Če obstaja še tisti kanček hudička, ki mi sedi na levi rami in mi pravi ne iti ven, potem se spomnim na vas, svoje zveste navijače YouTubea, kar me dodatno premakne, da se spravim ven
in posnamem nekaj utrinkov iz svojega izleta. Pri motivaciji pa je pomembno tudi to, da jo potrebujete zelo, zelo malo. En droben košček motivacije je dovolj, da vas premami, kar pa pomeni, da je dovolj, da imamo en majhen, droben cilj. Namreč, če si postavite prevelike cilje, obstaja velika verjetnost, da jih boste zelo težko dosegli. Naprimer, če se odločite shujšati za 40 kg, dosti lažje je shujšati pol kile. Drobne cilje se da zelo enostavno doseči z majhnimi drobnimi navadami, ki jih lahko enostavno pripojimo k neki dnevni rutini, zaradi česar jih ni težko uveljaviti in se zelo hitro primejo. Če vam to uspe, da najdete en majhen cilj, poiščete način, ki pomeni pot do tega cilja, to novo drobno navado pripojite k neki že uveljavljeni rutini, potem imate zraven vse pogoje tudi za motivacijo, da boste ta cilj dosegli. Recimo za ponazorilo, ko sem pred skoraj 10 leti motiviral ženo za kolesarjenje, je bil najin prvi cilj 12 km. Dobro ste slišali. 12 km po ravnem do železniške postaje v Italijanski Gorici in nazaj. Droben cilj, uresničljiv, poplačan z veseljem, z dobro voljo, kar sva potem nadgradila s 15-kilometrsko turo, pa 20. Ne boste verjeli, kako happy je bila, ko je prvič pripeljala do Gradiške, ki se ji je predtem zdela nenormalno daleč. Danes se v Gradiški šele odločimo, kam naprej. Danes gre z mano suvereno do morja in nazaj do Gradeža, 100 km. Njena najdaljša tura je pa bila 155 km, vse gor čez Razdrto, na Senožeče, pa do Sežane, Lipice, po italijanski strani nazaj, in je bilo super, super noro in lepo. Moj kratkoročni cilj, poleg tega, da pridem danes v enem kosu s Krasa dol, je ta, da zdaj pa sledi najbolj nevaren del današnjega izleta, in to je spust iz Krasa nazaj dol v Mirn. Prvi ovinek sem nekako zdelal, sicer sem šel bolj počasi, okoli 20 na uro, ampak ni važno. Cesta je malo boljša, kot je bila pred kakšno uro in pol, tako da izgleda, da se bo vse v redu izteklo. V Mirnu vse je šlo ok, cesta je rahlo vlažna, ampak ni pa kritično mokra. Moj kratkoročni cilj je ta, da se bom to zimo prebil s temi kratkimi kolesarjenji, tako da se mi spet uskladijo pljuča z nogami. Namreč čutim v določenih momentih, da sem prej zadihan ali pa da me prej stegna zapečejo. Lani pred koncem leta sem imel te stvari super usklajene, sem se res dobro počutil, sem imel super kondicijo. To moram zdaj nekako v februarju dobiti nazaj. Upam, da glede na vse povedano v tem videu niste pričakovali kaj več. Tako, pa sem nazaj. To je bila ena taka oblačna kraška viperoida, dobrih 56 km. Vozil sem se pa 2 uri in 25 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.